programu predšolske vzgoje dokončalo 1278 dijakov, od tega je bilo kar 50 zlatih maturantov. Trenutno je na šoli 12 oddelkov, v katerih se šola 338 mladih. Štafeto ravnateljevanja pa so si v 20 letih programa predšolske vzgoje uspešno podali ravnatelji Drago Bratina, Lojze Likar in Andrej Rutar. Na šoli se ob rednem programu od leta 2002 dalje izvaja tudi izobraževanje odraslih, in sicer v programu srednjega strokovnega izobraževanja in poklicnega tečaja. S poklicno maturo je tako do sedaj šolanje uspešno zaključilo 231 udeležencev izobraževanja odraslih. Dvajset let življenja in dela programa predšolske vzgoje je častitljiv jubilej. Vredno se ga je spomniti in primerno proslaviti ter s tem izraziti zahvalo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uvedbi in razvoju programa, ter tistim, ki ga danes ustvarjalno oblikujejo. Na pragu zrelosti, v katerem se je znašel program predšolske vzgoje, zato čestitamo vsem nekdanjim in sedanjim dijakom, profesorjem, ravnateljem, tehničnemu osebju in ostalim sodelavcem, ter programu privoščimo mogočno ajdovsko burjo, da ga ponese v novo desetletje.
saj s oblikovanjem današnjih dogodkov spreminjajo podobo prihodnosti. Zavedamo se, da je na naši šoli veliko aktivnih, odgovornih in zrelih mladih ljudi. Prav je, da tiste najbolj dejavne izpostavimo in se jim zahvalimo, ter jih tako spodbudimo, da bodo tudi v prihodnje pogumno in odločno odigrali svojo vlogo v družbi. Pohvalo z nagrado za 4-letno sodelovanje v instrumentalni skupini in pomoč pri sooblikovanju šolskih prireditev izrekamo violinistkam instrumentalne skupine Martini Stopar, Aniki Ploj, Sari Vodopivec, Elizabeti Božič in Tari Čuk. Za aktivno sodelovanje v pevskem zboru zaslužijo dijakinje Ingrid Pavšič, Naja Mrak in Meta Turk. Za večletno sodelovanje pri urejanju šolskih strani v lokalnem časopisu Latnik v letošnjem šolskem letu, pa tudi šolskega glasila Izvir, izrekamo pohvalo z nagrado dijakinjama Katji Cigoj in Gabrieli Stanovič. Pohvalo z nagrado za večletno sooblikovanje šolskih prireditev in podobe šole si zaslužita Miha Polanc in Jure Žgavc. Posebej želimo izpostaviti Žigo Vovka, ki je vsa 4 leta vodil in vzgojil direktornika Permitije skupine, ki je dogajanja na šoli obogatil tako z glasbenimi kot tudi igralskimi vložki. Odlično pa se je znašel tudi za mikrofonom na marsikateri prireditvi. Pohvalo z nagrado podeljujemo tudi Jakobu Remškarju, in sicer za velik doprinos k medvrstniškemu učenju in za vsestransko udejstvovanje pri promociji šole. Sodeloval je na številnih natečajih ter aktivno sooblikoval odmevna projektna dneva Stati in obstati ter spremembe za mir. S svojim poglobljenim znanjem zgodovine, sociologije, filozofije in književnosti je vrstnike spodbujal k kritičnemu razmišljanju, učitelje pa navduševal svojo družbeno angažiranostjo. Priznanje za večletno aktivno predavalstvo na lokalnem oblikovanju modelu izrekamo Karolju Kovalu. Začel kot udeleženec na regionalni seji Evropskega mladinskega parlamenta, kasneje pa je aktivno sodeloval na več mednarodnih konferencah. Danes tudi sam organizira tovrstne dogodke. Svoje vrstnike ozavešča, da tudi sami lahko ustvarjajo spremembe, se udeležijo volitev, so solidarni. Tadej je član mladinske skupine, ki na naši šoli deluje v okviru projektov Popestrimo šolo in Start to Change v sodelovanju z Amnesty International Slovenije. Letos je prevzel vlogo predsednika šolske dijaške skupnosti. Solidarnost vse skozi živi in goji tudi v razredu, saj je vedno pripravljen sodelovati in podati roko v pomoč. Je prostovoljec, ki se zaveda pomena obstoja domače skupnosti, kjer je lani po 100 letih ponovno obudil vaško knjižnico. Vsem omenjenim dijakom se v imenu šole zahvaljujemo in jim želimo, da bi se tudi v prihodnje z veseljem spoprijemali s tovrstnimi izzivi. Radi bi ujeli čas, iz njega napravili reko, sedli na njeno obalo in opazovali njen tok. Tok ujetega časa. Opazovali bi čas rojevanja in umiranja. Čas sajenja in obiranja. Čas žalovanja in proslavljanja. Vse ima svojo uro in vsako dogajanje pod soncem ima svoj čas. Ujeti čas, ki skozi še predotakne prostor. Ujeti časa ni mogoče. Danes je le še spomin na včeraj in jutri sen današnjega dne. Sveta mi je dejal. V puščavi tam stojita dve nogi kipa. Trupa ni, razbita moli iz peska glava, ki ima na ustih suh posmeh in trd ukaz ter priča,
da kipar je prav zadev strasti, ki kipih kaže še v naš čas, gib roke in duha, ki jih je vnel. Na piedestalu pa napis stoji. Jaz sem silni kralj, nihče z menoj primere ne zdrži. Leto, vse naokrog pa v širim dal razriti kamni kipa, žal puščave in pesek, ki izgublja se v širjave. Letošnja zaključna prireditev srednje šole Veno Pilon Ajdovščina se zaokrožuje. Najboljše dijake smo postavili na piedestal, se z njihovimi dosežki pohvalili in poskrbeli, da se zapišejo v knjigo časa. Pretekle dogodke smo zaveli v plemenit spomin, prihodnosti taknili hrepenenje, vam pa želimo, da se naužijete trenutkov, ki jih natroša mladost okoli vas. Nasvidenje prihodnjo pomlad.